Pa, lej, sami smo se krivi, to smo hoteli, to smo dobro. Tisti, ki me poznajo, vejo, da sem najrajši v spodnjih gatah, pa v majici, pa da zelo hitro zaspim popoldne. Kaj se sekiramo za neke neumnosti, ki so toliko nepomembne? Ne, tega me pa še čisto noben ni vprašal. Bojan, razmišljala sem, kdaj se bojo najine poti končno prekrižale in da se usedeš pred naš mikrofonček. Zelo sem vesela in lepo pozdravljen. Hvala, jaz sem tudi veliko o tem razmišljala in evo, končno. Ja, ne, enkrat bi že mogel priti in sta prišla Martin pa Jan. Ja. Že dolgo dve nazaj, leti nazaj mogoče, ja. Spomnim se, bil zelo lep intervju. Tudi ona dva sta zelo uživala. So nam tudi imeli smo komentarje, dobra energija, ful ste se ujeli in meni se tudi zdi, da je bilo ful dober. Zdaj res moramo paziti, da ne greva na... Ja, zdaj so visoka pričakovanja. Tako. In kako si na tale ponedeljkasto, ali ne vplivajo ti dnevi in začetki toliko na tebe? Moral sem zgodaj vstati danes, res zgodaj, ob 20 do 7. To pa je zgodaj, ne? Ponovadi, ko rečemo kao zgodaj, pa ob 9 so vsi tako modeli, to ni zgodaj, 20 do 7. Ti jaz povem, da sem ostala? 6. Pol 6. Ne, še malo prej, pol 6 sem štartala v Ljubljano. Ok, ja, to je zelo zgodaj. Ja. Ampak imaš zelo zgodaj, skoraj zgodaj. No, danes sem zgodaj vstal, tako da sem mogel iti, 1 uro sem se mogel peljati gume zamenjati, pa pol še nazaj. Tako da danes je zelo dolg dan že, pa sploh še ni 1. Ampak super, ful sem vesel, da sem kle in se dobro počutim. No, super. Zelo dišeč čaj ste mi pripravili. Pa čeprav smo v bistvu v podcastu ob skodelici kave, Ja. zdaj vem, da piješ drugače kavico, ne? Drugače pijem kavo, iskreno sem jo pa zdaj mečken prekinil, ker me, ne vem, malo te tako anksioznega včasih naredi ta kofein, tako da sem rekel, da zdaj za to obdobje, ko sem itak malo pod stresom, ker nova muzika prihaja ven, pa je veliko nekega pričakovanja že tako v glavi, ne? Itak. Kaj si ustvariš, itak sam eni ful pritiskal, sem rekel, ajde bom malo zdaj brez kavice za mesec pa pol mogoče. Boš probal, če ti to pomaga v bistvu, ne? Ja. A si imel pa tudi, recimo, da je nisi spil in potem ti je bilo ful čudno, ker je nisi, pomanjkanje energije, ali res sam zaradi tega, kar si rekel? A veš, da se mi zdi, da iskreno nisem nikoli opazil, da bi mi kava dejansko dvignila ne vem, raven budnosti ali pa energije. Bolj je ta pač navada, dejansko si ne predstavljam iti ven pa ne spiti skodelice kave ali pa se zjutraj zbuditi pa spiti kafeta. Tako da, ko pa vem, nič mi ni drugače, iskreno. Še boljš, ker nisem živčen tok, mogoče. Itak je to, a veš, to vse v glavi. Ja, to tudi jaz vedno rečem, ja, vse je v glavi. Pravi čaj. Res je pravi čaj. Tole snemamo v ponedeljek, zdaj se ne bova delala, ne? Ampak išlo bo pa v petek, ko pa izide tudi sočasno vaš 3. studijski album Souvenir Pop. Ja. Teda jaz ga še nisem poslušala, slišala sem samo pesmi, ki so bile izdane torej do petka, nazadnje Stephanie, ampak verjetno, ko mi čakaš. Pa ja, ful se veselim. Dober album je, jaz sem zelo zadovoljen z njim, vem, da fantje tudi. Nastal je v res takem ognjevitem žaru borbe vsega tega, kar se je pa zdaj dogajalo. Tako da je bil kar tak peskovnik norosti, bi rekel, vse skupaj, kar se je dogajalo v studiu in izven njega. Ampak fina muzika je, dejansko so taki zelo iskreni spomini vsega, kar se je zgodilo v zadnjem, recimo, da letu pa pol. Tako da jaz se zelo, zelo veselim, pač, da to pride ven, ker veš, ljudje pač slišijo zadevo, ko izide, ne? Mi jo pa meni samo že, recimo, da 1 leto zelo konkretno, ne? In si pač živiš s temi komadi, jih iz dneva v dan preposlušavaš, ampak v smislu, da konstantno iščeš neke napake, izboljšave, iščeš razloge, zakaj bi nekaj mogel biti drugače, kaj je ta komad, iščeš zgodbe o njem, ne, ful, tako. Zadnjič sem gledal en intervju s tem Benny Blankom
producentom, ki je res rekel, pač, koliko se mi ukvarjamo, koliko enih ur preživimo z iskanjem, ne vem, zvoka za hi-hat, za snare, za ne vem kaj vse, ker na koncu poslušalec sploh pač ne posluša, ker posluša song. Vse so pomembni elementi, seveda, ampak ne vem, ko pride album ven, imam feeling, da je to že prejšen album, ker je že toliko časa. V glavi, ja. Ja. Ampak da pa je pa tisti trenutek, ko pa si rečeš, ta je skladba, to je to, zdaj se pa ne dotaknem več. Ta gre na album točno v taki obliki, kot je. Ko smo itak že 3 dni čez rok za oddajo vsega in potem pač je sam tako žare, prosim, naredi eksport, ker te bom zadavil drugače ali pa sebe, ne vem. To je to damo. Ja. Mi je pa bilo tudi, mislim, razmišljala sem, kaj pomeni vaš naslov albuma, ne? In pa sem si tudi jaz prišla gor, suvenir, neki koščki vseh potovanj, ki jih imate za sabo in bilo jih je res veliko, ne? Ja, pač to sem že zdaj 1000krat rekel, ampak mi je všeč ta prispodoba, ker jaz sem res v družini, kjer smo vedno magnetke kupovali odrasel, tako da ta album so dejansko magnetki iz vseh teh dogodivščin, ki smo jih imeli. Pa omeniti moramo tudi večjezičnost komadov, ne? Ja. 3 jeziki. Ja, to je tak zelo jezikovno razgiban izdelek. Za vse lingvistične sloveniste. Ja, slovenščina, srbščina, srbohrvaščina, kakorkoli že, pa angleščina. Ne vem, nadgrajujemo. Prvi album 1 jezik, drugi album 2 jezika, tretji album 3 jeziki. Koliko jezikov pa govoriš? Govorim dejansko recimo, da 3 jezike, se pravi svoj materni, srbski, slovenski pa angleški. Znam špansko dovolj dobro, da se lahko znajdem. To bi rekel, da mi je udobno. Nekaj malo razumem tudi italijanščine, ker sem imel latinščino v srednji šoli, tako da v povezavi španščino pa angleščino gre to kar v redu skup. Ampak, ja, 3,5. Rečemo. 3,5. Ja, ne, 3 pa 2 polovičke, ne? Špansko pa je. Ja, ne, španščino znam boljš, kot to polovičko. Okay, špansko znam. Ajde, špansko recimo znam. Upam, da se zdaj moja učiteljica v srednji šoli ne križa. Se mislim, da bo pa še s pesom napisal v španščini. Ja. Absolutno, 4. album. Joj, to je zdaj čisto preresno. Pejmo malo na Stefani, glede na to, da je išla na zadnje. Ja. Pa mislim, da je v medijih kar zaobkrožila tale tvoja izjavca, da je bila to noč, ko si spoznal in izgubil ljubezen svojega življenja. Aha. Ja. Ja, mislim, ko spoznaš človeka, ki ga boš enkrat v prihodnosti izgubil, je itak to noč, ko si ga spoznal in izgubil v resnici nekako. Ker si začrtal usodo. Tako da. To je to. Nimam kaj več da. Ja, pač Stefani je, ne vem, se mi zdi, da je vsaj kolikor zdaj gledam odzive ljudi, so se zelo našli v tem, da praktično vsak je imel izkušnjo z eno svojo Stefani, ali pa s Štefanom, ali pa z nekom. Ne. V bistvu je tak komad, ki zelo iskreno začutiš nekaj, pa se zelo iskreno nekaj zgodi, pa je ful dober, ampak pač vesolje, naj vemo, da deluje na svoj način in pa se pač človek včasih vpraša, ali sploh ta ljubezen, ki sem jo celo življenje toliko, bi rekel, si predstavljal kot neko popolno, pa kot nekaj, kar obstaja in kar je okoli mene, in pol, a je to sploh meni usojeno, ne? Ker pač nikoli ne veš, sploh danes, ko smo toliko, bi rekel, da obkroženi z milijon informacijami in z milijon ljudmi in toliko enih impulzov nas konstantno trese, da se mogoče človek težko, bi rekel, ustavi za sekundo pa malo pomisli, kaj je v bistvu
dobro za njega, kaj je udobno za njega, kaj je, ne vem, se mi zdi, da komad kar rezonira z ljudmi, no, zaradi tega, ker se sprašujejo zelo takem, bi rekel, za današnjo, sploh mlajšo generacijo, eksistencialnim vprašanjem, a je ljubezen sploh narejena za ljudi, kot sem jaz, oziroma a sem jaz človek, ki je izklesan sploh za eno pravo ljubezen, oziroma za srečo na koncu koncev, ker smo tako malo, smo kar malo zgubljeni, ne, tako da, ne vem, meni je zelo ljuba pesem. Ja, ena izmed ljubših na albumu. Absolutno. A je mogoče potem ravno pisanje pesmi, ta tvoj trenutek, ko se ustaviš, pa ne pustiš, da zdaj kar švigajo misli, ampak da jih zbereš na kup? Po mojem, da res, ker tako, ko pogledam za nazaj v retrospektivi, vidim, da se zelo redko v bistvu povprašam o samu sebi in dejansko, ko pa grem pisati muziko, pa imam ta, ko se čas ustav, ne, v bistvu, ja, dejansko, ja. Se strinjam, ja, res je. Si pa rekel že, večkrat si v bistvu poudaril, da ne iščeš zdaj navdiha samo v svojem življenju, vsem okrog, a ne, pa tudi od bližnjih ljudi, a ne. Teda ne moramo zdaj sklepati, aha, ti si imel eno ljubezen, pa si... Vsi komadi so iz resničnega življenja. Ne bom pa povedal iz čigavega. Ker je čisto vseeno. So pa realne zgodbe. Ja, itak. Pa neka svoje čustva daš tam na plano. Rečemo, da postaneš tudi malo ranljiv, glede na to, da pokažeš. Kako pa se s tem soočaš? Ne vem, po mojem, da nimam toliko nobenega problema z izkazovanjem te ranljivosti. Jaz sem si nekako vedno želel, sploh ko so se zadeve začele odvijati v to smer, ne, da smo dejansko postali malo bolj uspešni, pa da se je neka medijska prepoznavnost, pa to zelo hitro lahko postaneš umetana, ne, pa začneš prikazovati neko sliko sebe, ki zares to nisi, kar je v nekaterih primerih, kjer gre to za totalen koncept, čisto hudo, ampak glede na to, da nas oziroma pri meni ne gre za nek koncept, da bi bil jaz zdaj popolnoma drug karakter na odru ali pa karkoli, sem vedno pač poskušal biti čim bolj tako odprt, iskren pa realen v vseh trenutkih, tako da ne vem, s to ranljivostjo nimam nobenega problema. Jaz mislim, da je lepo, če smo ljudje iskreni. Mislim, da to tudi navzven kažeš, pa tudi številni kolegi, glasbeni kolegi. To vedno poudarijo, se mi zdi. Bojan je tak, Bojan nič ne skriva. A mene Bojč me kliče, ne? Pa Bojč. Z razlogom, po mojem. Zakaj? Ja, ne vem, ker če si tako... po mojem, da če si tak, ki si pol, bi težko rekel Bojan, ampak si pač Bojč pol. Bojč je Bojč. To je Bojč. To je Bojč. Sej valjda imam tudi svoje trenutke, ki hočem biti malo misteriozen, pa cool, pa seksi, pa ne vem kaj, ampak redko mi to uspe iti ven iz mojega okvirja. Ja, verjetno se vseeno Bojč v zasebnem življenju, pa Bojč na odru vse razlikuje, ne? So neke... Drugače oblečena. Ne sediš na kavču v srajčki, pa... Nisem doma, ne, čist, pa tako. Ne, nisem. V gatah sem doma skozi. Kaj pa je ena taka lastnost, ko jo imaš na odru, pa je mogoče tako v zasebnem življenju nimaš? Pismo, veš, da ne vem. To te pa še očitno ni noben vprašal. Ne, tega me pa še čisto noben ni vprašal. Lastnost, ki jo imam na odru, ne pa v življenju. Ker večkrat si že povedal, da si samozavesten, da nimaš nekih težav s samopodobo in to tudi izražaš na odru, pa verjetno tudi v zasebnosti, ne? Pa je, mislim, ja, a veš, da iskreno se ne moram ene stvari spomniti. Razen teh oblek. Mislim, dobro, pač okej, ni zdaj, kada hodam lih čez po ulicah in skačem, tako kot skačem na odru, ne, to dejansko ne, ampak če grem pa žurat, pa sem kar bliz uja. No, odvisno od muzike, ampak načeloma. Mislim, da sem v redu približek temu, kar sem na odru. Pa je v redu.
Ja, zdaj boš to razmišljal cel dan. Bom, ampak mislim, da se ne bom iskreno ničesar spomnil. Pa ok, to je tudi dobro. Mogoče bi mogla to fante vprašati. Ko si predstavljaš, oni pa zdaj kot 1000 stvari naštejejo. Si predstavljaš. Kao, ful sem iskren, la. Jih ne bom raje živo vprašala, če pridejo še preostali na podcast. Tega ne bomo imeli. Hvala, cenim. Ja, res si zaupal tule, da imaš tudi pulover od svojega očeta. Ja. Tega verjetno nimaš na odru. Vintage. Pa imel sem tudi že srajce od očeta. Ja. Ful dobro. Absolutno. Ful dobro. Ja, sej si že večkrat povedal, da ste zelo povezani in verjetno tudi s tem malo izražaš. Ja, moj dom je moj second hand shop, ne. Ja, jaz mislim, da imamo to samo ženska, veš. Ni lepše, kaj iti čez omaro, pa tako, veš, ne vem, kakor hladilnik stokrat odpreš, pa veš, da je isto noter, tako isto jaz grem čez tisto omaro, pa vem, da se nič ni, ampak kar nekako najdeš neki noge. Ni to dobro. Ja, isto kot v hladilniku, se nek puding nekaj skriva. Nekje zadnje zihar. Ja, kak si pa potem ti na domačem kavču? Na domačem kavču, tisti, ki me poznajo, vejo, da sem najraješ v spodnjih gatah, pa v majici, pa da zelo hitro zaspim popoldne. Aha, imaš popoldanske počitke. Ja. Koliko dolge? Med 4. pa 6. uro je nekako moja biološko naravnana napping time, kar ne pomeni, da spim 2 uri, ampak pomeni, da brez da bi gledal na uro, me bo med 4. pa 6. nekje začel zehanje loviti in pač lahko v 2 minutah zaspim. Spim pa ponavadi 20 minut. Ali pa mogoče si dovolim do 35, če pa večkrat to spim, je pa, da bi me zmacolo po glavi. Ja, razumem, ja. Se sem te glihvala vprašati, imaš te power nape ali si upaš tle spati? Naš producent Žare bi zdaj imel svojo fotogalerijo za dokaz, ker vsakič, ko pridem v studio, okoli 5. ure, prva stvar se uležem na njegov kavč in sam 20 minut me puste primeru, zdaj je moj nap time. A potem, če kdaj ne spiš, pa ni dobro, verjetno, ne? Ne, nimam pa tega, da bi bil pa zdaj, da je to pa nujno. Ampak imam pa rad, če lahko. Ja, se sem hotela reči, kak je Bojan na domačem kavču, pa že prej si imel v gatah, tako da ja, v gatah. Vedno v gatah, res. Sem pa hotela prej vprašati, veš, tako glamurozno na odru, vse spedeno, no, kak je pol doma v gatah? V gatah, res, ni lepšega, kakor biti pri sebi doma v gatah. To je pa... Ok, pa pol, Netflix, serije, filmi, televizija. Zdaj sem začel spet nazaj veliko brati. Zelo rad gledam tudi serije, da ne bo pomote, ne, da ne kdo misli zdaj, da je skavo, sem berem doma. Ampak probam zdaj recimo vsaj pred spanjem, če že ne drugega, no, da ne gledam televizije, ampak da berem. Ampak ja, imam zelo rad svoj TV doma in se tudi podružba, ko imava čas, ne. Si prižgem kakšno serijo rad. V svojih gatah. Joj, če bo do zdaj preštel, koliko so rekla gate. Naredite požirk čaja ali pa kave vsakič, ko sem rekel gat. Kave. Kave. Zdaj 3. album, potem v svoji karieri imate že kar nekaj dosežkov od Stožic, od tujine, Eurovizija, veliko stvari za naštet, preveč za, če hočemo biti hitra, ne? Ja. Ampak, a se soočaš s tem, da te vsi sprašujejo, kaj pa zdaj? Kot da ful zdaj še pričakujejo, še, pa še vedno, kaj ni to dost, a ni to wow? Ja, itak. To je pač, verjamem, da za čisto vse ljudi, s čemerkoli se ponovadi ukvarjajo, samo da pa smo mi zaradi tega, ker je recimo, da tok tudi medijsko podprt, pa vse malo bolj nahajpan, mogoče malo bolj izpostavljen, ampak ja, itak, pač po mojem, da največji problem si sam seb, ne? Ker
absolutno tudi samega sebe preizprašuješ, kaj pa zdaj, a ne. Jaz sem nekako dosegel čist iskreno vse, kar sem več, kot sem mislil, da bom kadarkoli tako realno lahko dosegel. Res so se nam zdaj uresničile tako najbolj nore sanje, pač živeli smo do današnjega dne smo bili, ne vem, 4x, 5x na Turbasu, na evropskih turnejah. To so stvari res, ki smo jih gledali v filmih. Pač, tako, in je bilo brez pretiravanja, pač šele zdaj vidim, koliko wow, ne. Tako da sem za vse te izkušnje izjemno hvaležen. In kar se tiče nekega, kaj bi rekel, plezanja naprej za uspeh, mi je dosti vseeno. Ne na negativen način zdaj, kakor dol mi visi, ampak pač, če gre vse cugrunt jutr, sem popolnoma zadovoljen s tem, kar sem dosegel. Ne? In kaj pa vem, dejstvo je, da pa pač izdaš komad in je čez 3 sekunde bo že komentar prvi hudo, kdaj je naslednji. To je pač itak. To pa itak. Za pričakovanje. Ja. Sam to zna biti utrujajoče, ampak... Pa, lej, sami smo se krivi, to smo hoteli, to smo dobro. Dobro to lažemo, dobro. Ja, lej. Ampak da pa je bilo tisto, to je zdaj ta nek mejnik, zdaj pa se ne bomo več sekirali, tako si rekel. Kdaj si začel to razmišljati? Kdaj se ti je mogoče to razmišljanje tako obrnalo? Jaz sem, mislim, da par let nazaj rekel, da če bi kdaj igral na Sziget festivalu, da bi bil to nek dokaz res uspeha. Kao. In evo, letos polet smo igrali na Sziget festivalu, na glavnem odru, kot sem takrat rekel. In recimo, da to štejem kot nek mejnik. Pa čist neumen v resnici nastop na enem festivalu, ki sicer super, pač velik festival, ampak dejansko smo dosegli toliko enih kulskih stvari, kar se tiče, ne vem, da bi rekel, nekdo bi rekel Križanke, Stožice, Eurosong, karkoli, tujina, koncerti. Pač jaz sem si takrat rekel Sziget in od Szigeta naprej računam, kakor da je odkljukano, kar je bilo za odkljukati. Zdaj pa uživancija naprej. Pa je bil Sziget po pričakovanjih? Zdaj, če čakaš nek ta, trenutek in pol imaš neka pričakovanja? Fulbal sem užival na kakšnih drugih festivalih. A ja? Ja. Ne vem, na Ruiz Roku na Finskem, na Exitu v Srbiji, v Bukarešti je bilo noro. Mislim, ja, bilo je. Bil je super, kot tako izpopolnjujoč trenutek, ampak čist 100% iskreno mi pa pač ni bilo zdaj, da sem najbolj užival na svetu. Zdaj pa že imate kar nekaj za primerjati. Ja, se to je pa Kris dobro rekel v resnici, da še zdaj sicer moram reči, da večjega odra od tega na Szigetu nisem videl v življenju. Oziroma sam odr je te, recimo, da klasične velikofestivalske velikosti, ampak to, kar je še ob odru, se pravi te deli za tehnike, pa ne vem kaj, to je pa pač 5 minut moraš hoditi okoli tega odra. Ne? Nisem še česa tazga videl, ampak načeloma pa nam je, zdaj, ko smo šli okoli po festivalih, vidiš podobne, v resnici je zelo vse itak na podoben način narejeno. Ne? Tako da ni bilo, kakor da smo šli iz nič festivalske izkušnje na ta oder in bi bilo verjetno bolj, kaj se tukaj dogaja. Ampak je bilo pa zaradi tega pol na, ne vem, na kakšen, kaj je bil prvi tak festival. Tako, ne. Ampak se na koncu itak to, meni se je že zgodilo, da sem imel najlepši koncert, pa ni bil v resnici nič posebenega po nekih, pač špilali smo, ne vem, da smo enkrat recimo v Sežani igrali, sem se imel totalno magično. Ker je odvisno tudi od publike, ne? Pa kaj ti daje nazaj? Publika, večer, tvoja energija od njih v bendu zraven, to so take neke mikro zadeve, ki se jih itak ne da, pač to se pač sam poklop. Ali pa Beograd Beer Fest, ko smo igrali, to je bilo, kada bi ne vem, novoletne
kaj so že te pirotehnike, vse reče že? Te Fireworks. prskalice. Ognjemet. Ognjemet, Ja. Da bi nekdo ognjemet v nas A res? Pač, to je bilo wow. Pa ste tukaj enotni, da so vsem isti te koncerti? Ja, wow? ker to je pač... Začutiš. Ne, to je pa tega pa ne moreš opisati. To je pa sam gledaš se in sam plava in sam tako buhti ta neka energija, elektrika. To je pa noro, ja. Takrat te pa čustva prevzamejo še toliko bolj. In vedno se zgodi, ko ne pričakuješ. Zaradi tega ziher tudi nismo na Exitu, oziroma jaz nisem na Exitu toliko užival. Ko nekaj pričakuješ, ko si ustvarjaš neke slike, to je pol čist brez veze, ker pol v resnici gre že kljukati. Tja recimo v Beograd smo prišli totalno, špilali smo prvi, bil je zunaj še malo dan, ne vem, 7:30 zvečer. Smo prišli, smo rekli, ok, the best, prvi špil v Srbiji, ampak gremo se imeti fajn. Oddelimo to, ne? Oddelimo to, da gremo uživati, ne. Pa smo prišli od zadaj delati intervju, direkt pred špilom smo slišali, ne, čokaj, smo rekli, Smo prišli ven, what? In pač koncert, nor, pač, to nas je čisto zul, da so si pel, pa energy je bil nor. In polk je bilo konc našega špila, so šli kar vsi domov. To je festival, je ostal kar prazen. Tako, bilo je prav kva smo mi tle zdaj naredili. Naši domov. Ja, ne, pač tako. Ampak po drugi strani se vam je pa itak verjetno dobro zdel, ne? Lej za nas. Ja, ne, itak, ampak tako. Organizator je bil tako. Ja. Je bilo boljše, rekel, kar podaljšite. Ja. Je bilo boljše. Za naslednje. Top je bilo. Ful dobro, ja. Publika, ja. Pa energija. Se ti velikrat naredi, da te čustva preplavijo ali samo v teh trenutkih? Vem tudi, da so te v Križankah, so te čustva preplavila. Ja, v Križankah je pa padla kakšna solza ali 1000. Na odru se mi ni zgodil toliko velika, da bi me prav, mislim, razen ta pač euforija in to, ne? Ampak tako, da sem mogoče 2krat ali pa 3krat, da sem recimo res jokal na odru. Kar tako zdaj, če pomislim, tam sem stal pred par tisoč ljudmi in jokal, kar je šli pa pel nekaj. Kar je malo smešen, ampak ne vem. Mislim, takrat, ko sem imel te panične napade, sem imel veliko strahu. To je tudi čustvo, ne. Ampak pač negativno. Ampak ne vem, ponavadi je sam euforija. Imaš pa veliko koncertov, ki sam zaplavaš čez. In to so tisti najboljši, itak. Ja. Torej, zdaj si čisto izven paničnih napadov. Kako si pomagal? Bil sem vmes že čist izven, zdaj sem spet nekaj malo nazaj, ampak nisem še bil na odru, tako da ne vem za odr, tako malo v privatnem življenju me malo. Nekaj imam zdaj probleme z vožnjo v avtu, mi nekaj slabo rata, ali pa v metroju, ali pa kaj. A tudi, ko ti voziš? Ne. Aha, okej. Ne, sam metroja mi še niso pustili. Ne, avto sem mislila. Okej. Ampak vsaj veš razlog, ne? To. Ma ne vem. Ne. Ne vem. Zdaj napijem kave, pa upam, da boš. Da bo čajček pozdrav. A ne, zdaj se pa živčki malo spet dvigujejo, pa. Ja, itak. Pa boš pa spet zaplaval. Pa bo pa publika poskrbela za to. Tako je. In bo vse v redu. Prej mi je bilo, hodila sem te vprašati, kaj je nekaj, kar si želiš, da si ljudje zapomnijo za tebe kot umetnika, ker si rekel, ok, če jutri ne bo, pač jaz pustim. Ampak kaj pa nekaj tisto, kar želiš, da ljudje ob tebi pomislijo, ali pa kaj si dal ljudem, kaj jim želiš dati? Čakaj, da vidim, kaj jaz recimo. Ja, veš kaj, meni recimo najlepš, kar mi je muzika dala, je vračanje v nek čas v glavi, po mojem, da ko sem bil otrok, ali pa ko sem bil
adolescent. In v neke tako zelo, vse veš, take zelo otipljive, vohaš, čutiš, vse veš, ne, kaj je bilo te trenutke. Tako da jaz pač sam upam, da bojo ljudje enkrat ob tem zvoku prišli nazaj v nek lep trenutek v svojem življenju, ki ga bojo lahko tako otipali in čutili in jim bo pač naredil malo neke topline v prsih. Sej toliko je velike ene muzike pa vsega okoli nas, da realno, če ti uspe nekoga vrniti v nek lep moment za sekundo čez 50 let ali pa 20 let, ajde, je to že noro, ne? A se kdaj obrnejo na tebe poslušalci pa te reče, ob tej pesmi sem pa to doživel, ob tej pa to, da ti vidiš, kako drugi doživljajo tvoje besedilo? Ja, zelo veliko se to dogaja. V bistvu na tej evropski turneji je prišlo veliko ljudi do mene in mi povedali tako kakšno precej težko osebno zgodbo ali z nekim takim osebnim bojem pa tegobami ali ne vem, s kakšnimi smrtmi v družini ali pa kaj takega. In so mi pač povedali, kako jim je določen komad ali pa že to, da hodijo na koncerte, da so spoznali neke ljudi na teh koncertih, da imajo nove prijatelje zaradi tega, koliko jim je to pozitivno vplivalo na življenje. In dobil sem veliko tudi pisem, kjer so pač ljudje to povedali. Tako da v bistvu res vidiš, na dnevni bazi sem v stiku s tem, koliko enih mladih ljudi ima res take močne, hude stiske in koliko jim to pomeni. In velikrat tudi, jaz ko pišem komad, ali pa kdorkoli karkoli ustvarja, ne, ko ti nekaj ustvarjaš, pač ustvarjaš nekaj iz sebe, ampak seveda ljudje to potem lahko projicirajo in si to razlagajo na tisoče načinov, a ne, in vsakmu nekaj drugega nekaj pomeni in to je meni v bistvu noro, koliko lahko nekaj, kar sem jaz v svoji sobi tam pač iz glave napisal, kako lahko nekomu dejansko, recimo v času totalne stiske pomaga. A ne, to je tako, wow. Tako da ja, s tem sem zelo veliko v stiku, a ne, in je tako, bi rekel, da te kar to se me pa zelo dotakne, no. To se me pa zelo dotakne. Pa čutiš tudi, da imaš neko, moč v pozitivnem pomenu. Vplivaš, a ne? Razumem, da jo imam, ne. Zdaj pač mi je jasen, ker se to pač dogaja in ne morem zdaj reči, meni se ne zdi. Pač, ja, to je dejansko, to na ljudi vpliva, to ljudje čutijo, to ljudje ponotranijo. Si ne jemljem tega kot nekaj, ko ustvarjam, se pravi, da bi jaz zdaj razmišljal o tem, ker se mi zdi, da prvo moram poskrbeti zase, v ustvarjalnem smislu, ne, da se moram pač, da moram jaz sebe nahraniti in dati sebe tisto, kar mora iti ven. In v resnici je to, a ne, jaz sem pač vedno bil zagovornik tega, da če je nekaj iskreno, bojo pač ljudje lahko to prepoznali in nekaj iz tega ven dobili. Ne vsi, seveda, ampak pač tisti, ki se jih dotakne, pa super. Tako da največ, kar jaz lahko naredim, je to, da sem iskren. Pa sva spet pri iskrenosti. Tako. Med iskrenimi ljudmi. Ampak je pa verjetno težko poslušati neke težke zgodbe. Mislim, mi jih poslušamo od bližnjih, pa mogoče kaj preberemo na internetu, drugače pa nimamo stika s tem, če nočemo, ne? Do tebe pa pač pridejo. Ja, ja, to je pa res, zaradi tega, ker sicer na internetu lahko beremo vsak dan o neskončno tragedijah, ampak smo pač nekako distancirani od tega, ne? Tudi kontroliramo lahko. Ne? Absolutno, ja. Medtem, ko tukaj so pa iz oči v oči zgodbe, ne? Kar je kaj pa vem, tako jaz se vedno pol zamislim pismo, kaj se sekiramo za neke neumnosti,
ki so tako nepomembne, ampak res, ne, jaz sem res človek, ki v svoji glavi vse spravim na potenco neskončno, kar se tiče tega overthinkanja, ne. In pač premlevam konstantno v svoji glavi neke totalne neumnosti in samega sebe stresiram zaradi tega. In pol itak pač, pa te nekdo preseka z nečem, kaj je pa zelo realno in zelo močno in si tako, pismo je, zakaj jaz zapravljam svojo možgansko kapaciteto, pa sproščam neke toksine v kri, verjetno pa iz boh ve kirga dela možganov. Reality check, ne? Ja, reality check. Dobro je to. Med. Ja. No, zdaj sem te hodila vprašati, koliko kaj premlevaš ti svoje misli, ker si predstavljam, da če lahko na papir spraviš neko tako pesem, neko tako besedilo, za katero nimamo vsi moč, da bi to naredili, niti znanja, niti talenta, da moš verjetno neke situacije bolj doživljati, kot pa mi, bolj intenzivno, bolj temeljito. Ma ne vem. Ne? Kaj pa vem? Jaz sicer sem tak zelo, bi rekel, jaz sem emotivc, ampak to poznam velike emotivcev, ki niso nič povezani z umetnostjo, tako da jaz sem emotivc in čutim vse na potenco, ampak pa tudi mislim, da bi čisto vsi lahko, oziroma celo obratno, vsem bi zelo koristili, če bi začeli pisati. Pa ne govorim zdaj pisati za javnost, ni treba. Svoje misli. Res se ne zavedamo, koliko smo, bi rekel, že zelo, zelo daleč v kaos prišli v tem svetu. Tako ni nam jasen, ker smo toliko prepleteni s tem, ampak ni niti približno to normalno, kar mi danes živimo. Ne? V bistvu danes, ko ti enega vprašaš, in kaj ti kaj, ko se srečaš po dolgem času, ti reče, stari, v gužvi sem the best. Ne, to je pač, da si zaposlen, stari, na polno. Hvala Bogu, da se mi dogaja. Ja, stari, dogaja se mi res, hvala Bogu. Danes je to, da imaš ti, da nimaš sekunde za zadihati, to je pohvalno, to je ono, grizeš. In tako, biti človek, pa biti, pa živeti to življenje, to je pa v bistvu, kar smo malo to že izgubili, ker jaz se ful pogovarjam s prijatelji o tem in veliko mi jih reče, da tako, ja pa če iskreno, jaz nič ne razmišljam o sebi, tako. Ali, ne vem, ko vprašam, kako si in pa se začnemo pogovarjati in pa če tako, kaj bi bilo dobro, da bi lahko skaj se večkrat ne pogovarjamo, ne, kaj tazga. Tako, zanj sva bila z enim zelo dobrim prijateljem, tudi muzičarjem. Sva 2 uri sedela in se pač pogovarjala tako zelo takih osebnih stvareh. Prijetnih in neprijetnih. Pa sva prišla do zaključka, da s kolikimi ljudmi preživljaš čas, tako druženje, prijatelji, pa koliko malo tega časa se pogovarjaš o dejansko relevantnih stvareh. Koliko enega časa gre za kar neki, za totalne bizarnosti. Pač. Tako, midva so ugotovila, da v teh letih, ko se poznava, sicer midva sva imela že par dobrih pogovorov, ampak če bi pa vzel vse ure, ki sva jih imela v življenju, koliko malo sva se pogovarjala o kako si ti, kako sem jaz, kako sva midva, tako ne, pač se ne pogovarjamo o tem. Tako da jaz mislim, da ne ljudje začnejo pisati čim prej. Ti pišeš tudi za sebe ali samo besedila? Imaš kak? Veš kaj, jaz pišem besedila, ampak jih je zelo veliko, ki ne grejo nikamor, ne. Pač, ker nekaj napišem, eno kitico ali pa eno misel samo, pa potem to ne postane komad. Ali pa enkrat dobi smisel v enem, kad začne pisati en drug komad čez 2 leti, pa grem nazaj čez knjigico, pa sem tako, to sem takrat mislil, kar zdaj znam povedati. Ampak ja, to je pač kot v Harry Potterju, ko vzameš pa vržeš v vodnjak. Pa se potem
Da se ti sestavi cela zgodba. Koliko pa že imaš teh knjižic? Si jih že veliko popisal. Joj, teh knjižic imam pa 5 milijonov, pa niti ena ni cela. Ker pač, a veš, enkrat sem tle in pač imam zdaj super, zdaj imam to svojo knjižico in pišem in potem grem za 2 dni nekam drgam in nisem vzel svoje knjižice in pač si grem kupiti novo ali pa pač nek list papirja vzamem. Ja. In potem se ta cikel ponavlja in pač greš iz knjižice v knjižico. Pa še iste niso. Ne, Oj. konfuzno. Ja, zelo. Včasih je kar smešen, drugače, ne vem, kaj pospravljam, pa najdem tako, to mi je pa znano. Pa odprem pa tako, jaz sem tle tekste pisal in pol je tako iz, ne vem, 1. letnika srednje. In sem sam tako, oh my god, koliko za nič, za nič, kaj je bilo spano narobe. Sam sebe se vsehuješ. Ja, valjda, prav sedim to in sem tako, Ok, kaj dobrega se menda. Ne, se valjda najdeš kaj dobrega, ne, ampak tako, res se mi je že zgodilo, da sem odprl in sem bil tako, zažgati moram to, Joj. sramota. Si pa odprl, pa si bil tak, to je pa dobro. To je pa dobro. Ja, tudi voice notes zelo pogosto najdeš kaj za nazaj, kakšen dragulj, ki se ti takrat zdaj mogoč, pa tako, to pa... Ok, dobro. Kako bi pa rekel, v čem si se najbolj spremenil zdaj, če gledaš besedila nazaj, besedila naprej, celotna glasba, zvuk, kje si se najbolj spremenil? Ker zdaj pa že ustvarjaš več let. Ja, to je tudi zanimivo, zaradi tega, ker ko ustvarjaš, ne spremljaš sebe kot nekega napredka, ne spremljaš. Ne. Jaz mislim, da iskreno več kot se ti zgodi, več imaš za povedati. In več ko razmišljaš, pa več ko, ne vem, bereš, pa pač pridobivaš neko znanje, bolj znaš to tudi ubesediti. Pa več ko se pogovarjaš, več ko argumentiraš in pač to ti vse oblikuje te neke miselne vzorce, ne? In ko pišeš tekste, se potem te miselni vzorci zelo odražajo v tem, kako stvari sploh možgan sprocesira, ne? Kako eno misel sprocesira. Tako da, ne vem, pač z dogodki, z leti, z znanjem, s prijateljstvi, to. Tako kot vsem. Sej, bolj, mislim, načeloma. Karkoli zares človek počne, ne, če pogledaš kjerkoli inštrumentalista. Načeloma se ti zdi na prvi pogled vse isto, ne, ampak če greš pa v detalje, pa poslušaš dolžino tonov, mehkobo tonov, dinamiko, pa sam gledaš, kako to z leti dobiva v bistvu res neko tako čist drugo podobo. Ne. Pa isto počne. Ne. Isto simfonijo lahko orkester zaigra, pa če gledaš en orkester, kako je rastel od srednje glasbene šole do recimo pol, ko so profesionalni poklicni glasbeniki, ta ista simfonija čist drugače zapoje. Tako da. Ja, to pa naredijo izkušnje, Ja. počutek, pa tudi ljudje okrog tebe, ne? Ja, absolutno. Mislim, jaz kot avtor se mi je veliko zgodilo, da sem zelo direktno dobil inspiracijo zaradi nekoga, ki je nekaj rekel. Ne vem, plastiko, ki sem pisal, nisem imel pojma, kaj bi pisal. Sem sedel tam v studiu, sem se smilil sam v sebi, ker nisem imel kaj zapovedati. In potem je Žare, naš producent, je pač bral novice in je videl, da ne je bila neka novica, da 1/3 slovenskih najstnic bi želela imeti plastično operacijo. In pač so bila tako, to je pač res grozen. In pa je rekel, ne vem, napiši o tem komad, ne. In je takoj trigger zgodba, kaj jaz čutim o tem, gremo. Ne bi nikoli nastala plastika, pardon. Ja, dobro, ne pa, da ti en reče, dej nared pesem o plastični operaciji. Kdo bi si to mislil, kaj ne zdaj? Ja, sej, ampak se je mogel takrat mi je bilo pa poklopiti. jasen.
Takrat mi je bilo pa res, to so pa neki te momenti, ki je on to rekel, je bilo sam, šel domov 20 minut. Res. 20 minut sem rabo, prav spomnim se, kako sem plastiko napisal. Neki sem pa še refren, samo kako se neki dikcija spremeni, ampak res je bilo instantno, bam, to je to. No ja, zanimivo. Ja. Verjetno neke pesmi piliš v nulo, pa dlje časa pa pridejo take v 20 minutah. Ja. Noro. Kjer je pa najbolj osebna pesem, ki si jo napisal? Ne vem, najbolj osebno, veliko je teh osebnih. Bi rekel, da Everybody's Waiting, Padam, Ako toga više neće biti, kad prideš, ne? Bluza, šta bih ja, mislim, kaj pa vem, prva plata je najmanj introspektivna, najmanj sem vse pisal. Ja, se zdaj si naštel brko ne sam iz tretjega, Ja. večinoma. Ja, iz Vsaj druge, tri. mislim, druga plata je bila že veliko bolj sem iz sebe pisal. Ampak se pač to so vse bile neke osebne zgodbe. Katrina, ja, pač, ne vem. Teda nas še čakajo ene. Zdaj bojo vsi verjetno poslušali, tale, ko si jo zdaj omenil, ta še Ja. pride. Ja. Ok, ampak če ti poslušaš zdaj prvi album, eno pesem, jo zdaj gledaš z istimi očmi, ali najdeš v tistem besedilu nekaj čist novega, pa si rečeš, to bi pa lahko začutil v tej pesmi. V bistvu, zanj me je nekdo vprašal, a poslušam svojo muziko, in je ne. Ker mi je najlepša stvar, ki se slučajno zgodi, ali da mi, ne vem, Spotify ali pa radio, da mi zarola recimo komadi z prve plate, ki je zdaj recimo da 3 leta nazaj in je nisem poslušal takrat naprej. Se špila še skozi, ampak studijska verzija je nekaj čist drugega, ne. In potem uspem ta komad prvič poslušati po teh 3 letih tako, kakor poslušalec. Ker mi nikoli ne poslušamo muzike svoje. Jaz, ko poslušam naš komad, jaz razmišljam o unmu zvoku, ki dela ck, 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 ker mi je mogoče v procesu dela bolj všeč in ga nismo dal not in mi to pač ful mori. Ali pa ne vem, poslušam, kako je vokal zmiksan, ali pa kako kitara nekje manjka, ali pa pač stvari, ki so čist irelevantne za poslušalca. Sploh ne moram komada poslušati. In potem slišam komad kot komad in mi je to ful dobro. Tako da v bistvu nazadnje se mi je zgodilo, da sem Metulje slišal, studijsko verzijo, in sem jaz čist pozabil že, da smo imeli to violine not, pa nekaj godala pa to. In mi je bilo res, ker je prav, sem poslušal komad, sem tako, wow, kako je to dobro. Mislim, meni je pač dobro. To bi še pa lahko. Ja. Ja, ful dobro. Ampak se vam je tudi zvok spremenil. Ja, absolutno. Sej vrneva se nazaj na tisto, kar sem prej govoril. Ja. Pač čas, izkušnje, dogodki. Bi že bilo čudno, če se ne bi, ne? Mislim, res bi bilo za nič, če se ne bi. Ja. Ampak tudi tvoj glas se mi zdi zdaj iz pesmi, iz tega zadnjega albuma, če primerjaš glas, pa že tudi zdaj z drugim albumom se mi zdi tako malo bolj zrelejši, bi rekla. Ja, skoraj da sem bil star 20 ali koliko, 21, 22, pa ja, isto glas, pač glas z naporom in z vsem tem zorine se spreminja. Ampak tudi absolutno najdel sem pač končen, zdaj bi pa res rekel, da sem najdel svojo pozicijo pred mikrofonom, ne? Kar je zelo dolg, pa zelo en tak proces, ki se enim mogoče tudi nikoli ne zgodi. Ker se ne zavedaš, da še nisi tam včasih, ne. Zaradi tega, ker ne vem, to je pa res ena taka stvar, to je pa pač izključno in samo Žaretova zasluga, da je toliko enega časa porabil za to, da me je v bistvu
da mi je pomagal najti to, kako kako ti moji glasilki zares, kje oni dve delata, kako se postavita. In da se to poveže pol z mojo glavo, kdo sem jaz, ko pojem. Ne? Da se postavim pred mikrofon dejansko 1000% jaz. Ne še neka primes, mogoče nekega, da sem to, kar sem. Ne? In tako da ja, ne, to je Žaretovo delo. Jaz sem zdaj zelo zadovoljen in to se tudi vidi recimo že zelo strogo iz tehničnega vidika, sploh ne na kako se neki sliši pa pozna. Ampak ko ti miksaš vokale, pa ko pač poslušaš kako si to posnel, ne. Zdaj, ko zapojem tako, kakor je res treba, ko se vokal postavi, je zelo preprosto zmiksati, ker se lepo zlije z glasbo, ne manjka nekih alikvotov, nekih nizkih tonov, srednjih tonov, pač ima svojo stabilno barvo, svojo stabilno pozicijo, ni treba okoli tega nekaj zdaj graditi, pa ne vem kaj. Tako, to je isto zelo isto z vsemi inštrumenti, no, pač unika, ki so karkoli snemali, vejo, da dejansko nekdo lahko naredi pa in je načeloma zelo podoben, ampak ko boš probal tega dati v muziko, se bo zgubil, ga ne boš dubil ven, boš začel neki kitare ven vleč, ne vem kaj, ko pa to bo pa samo vse stabilno. Se poklopljam. Ja. Zdaj razmišljam, če misliš, če bi še enkrat posnel neko staro pesem, da bi se videlo, da si najdel ta nek svoj glas. Absolutno. Ful zanimivo. Lahko bi bilo slabše, kar se tiče sentimenta. Ja. Ampak bi bilo pa drugače. Ja. To bi bilo dobro slišati. Pridi na koncert. Pa ne, pa itak je pa drugače je studijska verzija kot na koncertu, ne? Se je Siddharta posnela plato na novo, ne? Po kolikih 20 letih, ne? So šli narediti. Če se ne motim, ne? So posneli še enkrat. No, Siddharta je pač posnela muziko še enkrat in evo, tam lahko dejansko vidiš, kako je band v 20 letih, ne samo glas, vse. Glas, muzika, kakšen je sentiment komada, kako je zastavljeno vse skupaj. Se verjetno tako opazi. Ja. Ful dobro. Ne razmišljaš drugače o tem, ne? Mislim, jaz recimo ne razmišljam drugače o tem. Ne, se jaz tudi ne. Mislim, razmišljam o teh tehničnih stvareh vsak dan, ampak ja. Ne. Ne vem. Pustno tukaj. Kako ste pa z bandom? Kako se razumete? Dober. Zdaj jih nisem videl 8 dni. Razen Naceta sem videl danes jutri, ko smo mogli skupaj avto iti pelet, gume zamenjati. Ampak ostalih nisem videl zdaj 8 dni, tako da jih že ful pogrešam. To je veliko, ne, za vas? To je kar veliko za nas, ja. Ne, v redu smo. Itak smo konstantno na vezi, pač na teh chatih pa to, tako da zares ne vem, koliko jutr sem imel, da se nisem zbudil v sporočila od benda in tudi nekje v urah pred spanjem še kaj dodal, ne. Tako da kul smo, oni grejo spet na počitnice skup na Tajsko, ne. To sem jaz bil lansko leto tu mogel igam, ampak sem dobil angino, na srečo. A ja, se res, tep ni bilo, da bi šel? Ne, sploh mi ni bilo, ampak sem rekel, ajde bom šel na to Tajsko z vami, ne. In joj, si angino dve. Ampak, a veš, ker recimo tako, ne, to je pa tako, če si iskren sam sabo pa z vesoljem, ti pol vesolje včasih tudi podari neki. In meni je recimo takrat podaril angino, da mi ni bilo treba iti na Tajsko. Upam, da ni bila prehuda. Ne, sploh ne. Tako v bistvu je bila taka, da če bi res hotel iti na Tajsko, da bi verjetno lahko šel pač kaj. Ampak ne, oni grejo pa letos, oziroma pač naslednje let, ko imamo januar, februar, frej, grejo spet. Jaz bom pa preskočil ta veseli teden, 2. Tokrat nisi prepustil vesolju, ampak... Tokrat sem pa sam v sebi, sem vzel usodo si v roke svoje.
Sem bolj zrel in lahko se vzamem v svoje roke. Kako pa rešujete spore, če pride do njih? Tepemo se ful. Jaz sem tlele me... Pa res, te ukrempno. Jan me je štihnil. Zelo sproti vse filtriramo, tako da prav nekih ful sporov nismo imeli nikoli, da bi rekel zdaj sporov okoli nečesa. Edino, kar je kakšno nestrinjanje, ko pride do ali kreativnih rešitev, ali do nekih logističnih rešitev, kar itak pač 5 ljudi v kolektivu, mislim, jaz ne vem, če obstaja katerakoli skupina ljudi več kot, se pravi, že 2, če sta se kregata. Tako da ne. Prav spora še nismo imeli. Ampak verjamem, da imate odprto komunikacijo. Se vse... Ja. Pa v bistvu se trudimo še bolj. Ker isto tako, a ne? Zelo, mi smo toliko časa skupaj. Ampak pol v enem momentu sem pa jaz tako razmišljal pismo, v kakšnih situacijah bi lahko bili pa še bolj iskreni. Aha, je še prostor za napredek. A ne, tako, lahko bi pač, zdaj pa že čas, da ločeš človeka od glasbenika, prijatelja od glasbenika, da pač lahko zelo objektivno poveš nekaj, tudi če je malo bolj boleče, ne. Tako da zdaj delamo tudi na tem in se mi zdi, da nam gre zelo dobro. Super. No. Čeprav priznali ste v enih intervjujih, da so bile zdaj v zadnjem času stiske pa težki trenutki. Stiske pa ja. To pa ja. In kaj se vam je dogajalo? Mislim, da v tem intervjuju so se fante bolj nanašali na to, da se je po tistem, ko so se meni začeli panične, mislim pač ta anksioznost pa to, da se je tudi nikdaj zgodil. Tako da se je vedno bolj čutil to, da se je vedno bolj čutil ta nek pritisk, ne. Ampak ne vem, stiske pa pač na ta album smo šli res, se pravi, začeli smo 2 meseca v Londonu, kao predpriprav neko začetno ustvarjanje tega albuma, pa smo šli direkt iz Londona na turnejo, direkt iz turneje v studio, iz studija direkt nazaj na turnejo in pol iz te turneje nazaj v studio končati albuma, ne. Tako da pač z vso to utrujenostjo in pač bi rekel raztresenostjo in dejstvom, da nisi doma in da smo konstantno skupaj, je potem vsako, veš kako včasih vsako sporočilo, ki ga hočeš nekomu predati, te že pričaka skremplja, ne. In ti potem nazaj odgovor tudi čaka že skremplji. Ampak spet pravim, ni bilo sporov, bila so sam pač malo bolj, bi rekel, malo bolj oštra nestrinjanja. Ne? Ja. Dobar. Vse kot smo rekla, čisto normalno za nekoga. Vse pa moji misli sploh ne predstavljamo, koliko časa ste vi res skupaj. Ja, ne. Mislim, morata biti partnerja kar orang zalima na ena drugega, da bi toliko časa preživela, koliko ga mi med sabo. Pa 15 je. Wow. Ja. Ne predstavljam si. Tudi če si, ne vem. Mislim, v resnici, ko si na turneji, je to 24/7, ne? Ja, dejansko, ja. Ker pač kar je, da ne spimo v isti posli. Pa še to recimo, ko smo v Londonu živeli, sva si morala z Nacetom, ki je Žare prišel za 2 tedna, sva pač si delila posla. Vse nam je bilo the best, Nace skozi krade kauter, ne. Noro. Kak si bil jezen? Ful, eno noč sem šel dol kavo v dnevno sobo, ki ni bila dnevna soba, v bistvu smo v hodniku imeli nek kavč, ker je bila mini hiška, ampak super je bila. V glavnem sem šel na ta kavč, ker vroče mi je bilo, unje kauter neki vlekel, se obračal, jaz sem se obračal in pa sem jaz v enem momentu tako spomnil, se v 2 zjutraj sem tako vstal in sem šel dol na kavč spat. In je bil najbolj neodoben kavč na svetu. In a veš, ko se zbudiš sredi noči in ne moreš spati pač, ampak ne zato, ker ti ne bi mogel spati, ampak zaradi tega, ker je vse narobe. Vse te moti. Takrat pač kar z joko bi se. Prav spomnim se, da sem bil tako nemočen, da sem se počutil tako, zdaj moram iti nazaj v to poslo, kjer je še toliko prostora ostalo. Brez kautra, vse narobe, joj.
Kaj pa bi Nace za tebe rekel? Isto. Da si tudi kouter kradel. Po mojem, da ne, da sem kouter kradel. Mislim, kradel nazaj. Ja. Ne. Borba. Ampak, veš kaj, oba sva precej nemirna. Problem je, da jaz zelo rad spim ob zidu. In če jaz dobim svoj zid za spat, se jaz lahko obrnem v zid in spim praktično nemoteno na tok prostora. Če pa nisem ob zidu, pa pač iščem pol ta zid in so vsi okoli mene v nevarnosti. Bogi Nace. Nisi bil sam ti takrat na udaru. No, oba so bila na udaru, absolutno. Tako so se zbujala pa Nace, nisem se dobro spal. Bilo fajn, če bila še ena posla. Ali pa en kouter še. Ja, pa saj en kouter še. Imate veliko lepih spominov, ha? Potem za nas smejati. Ja, zelo velik. Zelo velik. Se kar vidim ta tvoj naspešek, zdaj zihar. Ja, zdaj mi grejo nazaj stvari, res. Verjetno tudi veliko bedari. Ja, mislim, itak pač. Itak. 5 bumbarjev na kupu. Pač, mora biti tudi kakšna glupost. Pak ja, imeli smo se super, smo se imeli res. A imate kak hobi, skupni hobi? Da malo razbijate to fokus na glasbo? V bistvu vsi zelo radi jemo, tako da nam je hrana vsem, bi rekel, skupen pobeg. Tako da v tujini, ko pridemo, recimo, vedno gremo iskat to juho. In potem Nace pa Krista najbolj ljubitelja foje in pol Nace vedno dober, ipak ni boljška v Dublinu, ampak boljška a se spomniš, ko smo v Helsinkih unga jedli, pa Krist tako je bil, tiste je bil res dober, ampak ni boljška v Dublinu, ne, kje ne, v Dublinu, pa ne. Ta nek fomasta v Dublinu, ki skozi gori ta mitičen, jaz pa nisem šel in mi je zdaj čist vedno. Ampak vedno, ko jete to fo, je ta pogovor. Vedno isti, za vse je vedno isti pogovor. Pač noro. Res, tako. Že točno veš, kaj bo je rekel. Mi imamo dobesedno, ko se mi pogovarjamo, to smo se prav zanj zajebali v kombiju, da imamo tako. Ma ne vem, če bi 2 strani napolnil v tej tvoji knjigici besed, ki se uporabijo v naših pogovorih, pač ker skozi isto vrtimo. Vedno je hrana. Vedno. Spomniš, ko smo tisti podor. Ta Nace to. Pa Krisov. Ja. Ne bi spomeni. Ja, ful. Ampak mislim, da moraš iti v Dublin. Ja, sej itak mi je bil Dublin ful všeč, tako da bi rečel nazaj. Probati ful. Ja, itak. Prišla sva na moja kratka vprašanja za kratke odgovore na koncu. Se bom ful potrudil, jaz se res rad nakladam. Vem. Da te odrešim, cel prehlajan bogi. Hvala, da si vseeno prišel. Z največjim veseljem. Kaj bi predlagal 10-letnemu Bojanu? Da nič ne spremeni. Ja? Ja. Ok. Zdaj te moram jaz vprašati. Ja, ne, kup Bitcoin. Ja. Ne kupiti na lizika, ampak kup Bitcoin. A pa si tudi tak, da ne obžaluješ za nazaj, kar se je naredilo? Ne. Verjameš, da se je vse naredilo z razlogom? Ja. Ok, kaj bi predlagal oziroma sporočil Bojču, ki bo star 70 let? Dobro sem naredil. A že zdaj veš? Ja, ne vem. Najboljš, kakor si znal. Evo. Tako. Imaš kakšno slabo navado? Ja, veliko. Naprimer? Kaj je moja slaba navada, recimo taka, ki bi se dotaknila, da ko ratam lačen pa sfrustriran, so tista nestrinjanja, ki sem govoril ponovadi dalec z največjimi kremplji z moje strani. Saj priznaš. Ja.
Ej, lačen sem. Ja. Zdaj se me pa. Mislim, lahko je tudi kaj drugega. Nisem spal, nisem nekaj. Ful jih imam. Sladka pregreha, jo imaš. Ja, definitivno imam. Mleta plazma z mlekom. Wow. To bi fanti zdaj vedeli, jaz kile tega lahko pojem. Ja. Ne poznam nobenega, ko bi še to jedel. Ja, verjetno jih poznaš, sam so dojenčki od nekoga. Recimo. Za konec me pa še zanima, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejel, pa da še zdaj mogoče pomisliš na njega. Najlepši kompliment. Pa ne vem, bil sem v parih situacijah v življenju, ko sem nekomu pomagal in sem potem dobil nazaj po nekem času od njih neko tako lepo, čist mimogrede v resnici, besedo o tem, kako jim je tisto recimo takrat pokul. To, ja. Da si je prejel tudi nekaj časa po tistem, verjetno. Ne? Ja, v bistvu je bila pač pohaja tako, da besede so bile, da sem dober človek. To mi je bilo, evo, recimo, kad to slišiš pa za nekaj, kar oprijemljivo veš, zakaj je lepo to slišati. Se strinjam, ja. Ja. Najlepša hvala za tvoj čas. Najlepša hvala tebi. To je to. To je to. Glejte nas v naslednjem podcastu ob kavi. Naslednji gost pa razkrijemo kmalu. Hvala za uvodnik. Jaz ne rabim.